I keep you coming, ne, bi lahko rekla, Latoja, ki je tudi na naši kmetiji. Ampak danes Latoje ni, ker Latoja je še noter, se Žiga, tudi ti si še vedno v kmetiji. Ampak Žiga, ti si moj redni poročevalec kmetije, da mi malo poveš insiderskih informacij. Dobro jutro. Dobro jutro, Celjska kotlina. Ej, kaj ste imeli pa te zdrahe? Erotika, solze, ta teden bil pa ekstra pester, no? Ja, razvil se je ta kmetija, je polna enih mladih fantov, bujnih žensk tamle. Tako da ja, so fanti organizirali eno erotično masažo oziroma masažo, ki bi lahko bila erotična, glede na to, da je Latoja noter, ne. Tako da ja, odprli so obrt, ker pač smo postavili kres, ker smo sešili vse te obleke. In potem je Žan, Jan pa Juš so masirali, ne, našo Latojo. Jaz sem tam v odzadju sicer malo dal napotkov, kako je to treba prijaviti, ne, pa SP odpreti, pa zaposlice. Pač dal sem jim te osnovna navodila. Ušlo jim je zelo dobro, potem je pa prišla Urška, vsa objokana. In je tam se spravila na Žana, da je pa on včeraj ni hotel masirati. Drama. Ampak, a veš, moraš razumeti, ne, da pač nekaj je, kar je za delo, ne? Nekaj je pa, kar je za užitek. Kar je za užitek, pa za doma, ne. Pač. Okay. Ne. Kmetijo lahko spremljamo na Pop TV-ju vsak dan. Ja, razen danes. Razen, ker politika je sej veste, in nam je vzela tudi kmetijo. Tako. Tako da, zdaj nobeden ni izpadel? Ne, nobeden ni izpadel. Bila je, oziroma bo arena. Zdaj ne vemo, kako bo to izgledalo. Kaj lažeš? Kaj? Veš, kako bo to izgledalo? Ja, vem, kako bo izgledalo, seveda. Ja, no, mislim, da se zdaj sprenevedati. Ampak povem ti nekaj, 2 družine. Se pravi, namesto ene družine boste zdaj imeli 2. Ja, mislim, 2 glave družine, ne? Ok. Valjda ne bojo skupaj spale. Tako da, zdaj pa ne vem točno, ampak ne smem še povedati, kako bo. Žiga, jaz tam poslala domov. Nekdo sigurno bojo modri in sigurno bojo rdeči, beli, črni, ne vem, kako bomo to naredili. Živimo v Sloveniji, seveda. Bo pa napeto, se pravi 2 ekipi, tekmovanje, delanje tedenskih nalog, tekmovanje, kdo je boljša, verjetno gremo v to smer. Ok, ampak veš, kaj mene zanima? Latoja, glede na to, da vidva sta predvsem iz industrije za odrasle, tudi jaz sem včasih bila... Si hodila ob nami in nas spremljala in nas bodrila. Tako. Latoja ima zelo... Bujno prsje. Ja. In koliko to, recimo, glede na to, da je to bilo sred poletja, na polnagi ste bili in tojči tam s svojimi zizikami, ja, ta malim res brenčino. Ja, mislim, kdo ne bi, temu bi rekel sesalni efekt, a ne, naš Freud. Mrz katerega moškega zavedejo. Pa je bilo kaj? Na kmetiji je skozi vroče. Res, aha, skozi vroče. Moraš vedeti, te mladi fanti, to je testosteron, to gre čez ušesa. Tako da ja. Se pravi, se je kakšen korenček postavil? Postavljali se korenčki, so se stalno postavljali, zato ker to je že 4. teden. No, sej to. Se veš, ne. Ja, mislim, seks je tudi najboljše zdravilo, ne, za marsikaj, recimo depresijo mogoče. Naprimer? Ja. Se pravi, jaz bom danes mojemu rekla, da nočem biti depresivna in naj da korenček. Depresivno ne doje. Ok, Žiga, malo pauze, ker je se veš, če bi lahko zavrteli čas nazaj, boš seveda povedal še, kaj se je dogajalo poleti na kmetiji. Seveda. Iz studija Radia Fantasy pa se seveda selimo na Pop TV in njihovo kmetijo, ki pa je danes ne bo. Zakaj? Ker je na vrsti politika. Ampak vseeno smo rekli, da ponedeljka ne spustimo, kljub temu, da nihče ni izpadel tokrat. Pa je v mojem studiu seveda tudi tekmovalec kmetije Žiga. Dobro jutro. Dobro jutro. Ej, se vem, da politika vas je zdaj rahlo omejila, ampak na kmetiji imate tako. Mal imate erotike, mal vam je vroče, mal imate zdrah. Mal psihiatrija. No,
Lepo si se izrazil. Ker, a veš, kaj sem te hotela že zadnjič vprašati, ker je bil Dino tukaj. Takrat je namreč prišlo do situacije, ko je Carmen s Pijo jedla nekaj drugega, kot pa ostali v hiši. Ja. Plus tega, da Carmen nekako na kmetiji noče glih kaj veliko delati, ker ima zdravstvene omejitve. In kakšne so to, mogoče veš? Ne vem, jaz nisem gledal njene kartoteke, ne bi vedel, pozabil sem že drugače. Ampak načeloma, kaj vem, noter delaš itak, kar si počel zunaj. Na nek način. Ne? Kar se tiče pa teh nekih psihičnih omejitev, smo jih pa v 4. tednu že itak imeli že vsi. Tudi mene je že načelo v 4. tednu, tako da Florian je odsvetel. Prihaja Žiga, wartime, bitke med družinami in treba je biti spreman. Ja, mislim, zdaj čistko, vem, da ste tudi mal kadili, od tobaka do zelišč. No, da bom kar takoj povedal. Ja, noter sicer na kamerah ne sme se snemati, medtem ko se kadi. Če so bili posnetki. Dobro, so šli kakšni posnetki. Ja, no. Ampak, kar se tiče kasneje, sem pa jaz pripravil pripravke za kaditi in bilo je zelo zanimivo. Pol mi pa že za čaje zmanjkvalo, ker so mi vse skadili. Se pravi, žajbelj je šel. Tako je, žajbelj je šel. Žajbelj je šel, okej. In ko sva že bila prej pri hrani, se je zdaj kaj stanje izboljšalo glede hrane? Ja, pač Franc je udaril po mizi, seveda, nekdo mora. Koliko si shujšal? Jaz mislim, da njih 15 kg. Zdaj bavaš. 15 kg si shujšal v Pač kmetiji. 55 kg sem imel, ker sem prišel nazaj. Ker sem šel naprej, nazaj. Ko so me videli, so mi samo devali za jesti. No, jaz v kmetijo definitivno ne bi šla, ker jaz lačna ne bi mogla biti, ker se veš, jaz, ko sem lačna, sem ostalim nevarna. Še če imaš menstruacijo, malo težji. Obed, jaz sem res, koliko pa ženske to upravljajo na Štrbunku? Ja, tako kot včasih. Sicer jaz ne vem, se ne morem poistovetiti, ker tudi hemoroidov nimam, da bi krvavel. Tako da ne znam ti povedati. Okay, živalce, dajva zdaj pač ta del pustiti. Živalce so vam vse ostale na kmetiji ali je spet kaj pobegnali? Mislim, na zadnje so pobegnile lame, to je to. Pa smo jih pa čuvali, vezali. Mogoče je kakšna kura umrla, 2, ampak od starosti. A ste jih pa popapcali? Ne, nismo. Uprli ste se meso? Ja, ne vem, jaz mislim, da sem eno celo pol kasneje pokopil, ampak ajde. V redu, Žiga. Ja. Jaz bom rekla, da hvala, ker si se oglasil. Mogoče izdaš en ščepec, zakaj lahko spet v torek ponovno gledamo kmetijo, kaj lahko pričakujemo? Igra se totalno spremeni. Se pravi, pravila se spremenijo, kako izbirati, kako izločati. Mislim, da je res je, jaz nikoli nisem gledal kmetije in mi je zelo zanimivo gledati letošnjo, ne glede na to, da sem tudi jaz noter. No. Ja, v redu. Žiga, hvala ti, me pa veseli, no, da naslednji ponedeljek bova midva spet povedala kakšno več, pa še kdo se nama bo pridružil. Ja, bova videla, ne? Ja, bova videla kdo. Hvala ti in uživaj v današnjem ponedeljku še naprej. Hvala ti.